Kozjanski park je pravzaprav na nek način, če ga takole pogledamo iz zraka ali pa kaj podobnega, pravzaprav ena sama kmetijska kulturna krajina. Če bi iz starih gor, iz srednjih gor, nad Šempetrom, nad Bistrico, vsotli pogledali proti Bočov, bi pravzaprav videli same kmetijske površine. Na južnih obronkih vseh teh gričev in dolin so ali sadovnjaki, travniki, pa tudi veliko vinogradov. Ravno obratno je pogled iz Boča proti jugu, kjer pravzaprav vidimo same gozdove. Ampak kakorkoli, vendar je ta pokrajina takšna, kot je plod človekovih aktivnosti v tem prostoru. In seveda kot takšna tudi nas v Kozjanskem parku, ki smo pač zavezani naravovarstvu, to pomeni, da ohranjamo naravne vrednote, celo tudi v tem sklopu tudi biološko pestrost. In recimo v kmetijskem segmentu te naše dejavnosti je recimo izredno pomembno, da ohranjamo recimo stare sorte naših kmetijskih kulturnih rastlin. In seveda ena takšnih najbolj značilnih za kozjansko krajino je prav gotovo jabolka oziroma jablana. No, mi smo zelo veseli, da smo končno recimo prišli, dolgo časa so se z gospodom, s kolegom Adrijanom Černelčem trudila, da bi vendarle mogoče prišli do ene od sort, recimo jablan, ki bi bila avtohtona, to vnaša, na katero bi bili na nek način ponosni. No in vendarle se nam je želja uresničila, recimo da je to Bogatinka, ne mi zameri predstavniki občine Šentjur. Občina Šentjur sicer v tem trenutku ne spada v Kozjanski park oziroma park v občino, ampak v prihodnosti imamo v načrtu, da se park razširi tudi proti zahodu v občine Šentjur, Laško in še nekatere druge. No in takrat bomo pravzaprav zajeli celotno Kozjansko, kajti jaz sam kot tak jemljem Kozjansko kot enovito pokrajino Kličevja, nekako med Sotlo in Savinjo in nekako med Bočem in Bohorjem. To je tudi profesor Gams nekako lepo napisal, da je to nekako tako. No, tudi mi smo, lahko se pohvalim, sicer neuradno, da sva z Adrijanom se potrudila, prišla k Čoklovim, jaz sem se vzel čas, sem tudi sam nabral cvetliček, tako da tudi pri nas smo lepo že Bogatinko, tako sicer moramo neuradno to povedati, ker ne smemo se hvaliti, s tem se ne smemo še hvaliti, ampak vendar početili smo, preden pravzaprav dobimo vse ustrezne dokumente, certifikate, ki so pač pri nas kot uradna institucija pač moramo delovati po vseh zakonskih pravilih. Rad bi pa povedal samo še to, bom kar sam, bom Adrijana nadomestil, da smo v zadnjih 2 letih tudi mi se zelo posvetili sadjarstvu in sicer temu tradicionalnemu sadjarstvu in v tem trenutku je bistvena vloga pri tem bila, da sploh ohranimo nekatere sadne vrste, ki so v našem okolju že izginevale. Zadajano smo našli zadnjih par ali pa mogoče eno ali pa celo samo par dreves, določene sorte, za nekatere celo niti ne vemo njihovega pravilnega imena. Domačini so te sorte poimenovali glede na njihovo uporabnost ali pa kaj podobne, ali pa zunanje izglede teh sort in podobne stvari, tako da imen je cel kup, tudi mešajo se, ampak ta trenutek nam je zelo pomembno, da smo v naši drevesnici, kjer seveda imamo izključno visoko debelna sadna drevesa, na divjakih cepljena, in želimo ohraniti v našem matičnem sadovnjaku vse sorte, ki so na Kozjanskem prisotne. To je za razliko recimo od vas na kmetijski šoli, ki se pač učite intenzivnega kmetijstva, predvsem intenzivnega, ampak tudi pri vas se stvari spreminjajo in zelo vesel sem, da nam je gospa Busarjeva ponudila priložnost, da recimo vsaj v vašem praktičnem izobraževanju v prihodnjih letih tudi sodelujemo, tako da nas boste verjetno dijaki in študenti obiskovali pri praktičnem delu in sodelovali z kolegom Adrijanom Černelčem.